Preteklost. Družba, 4. razred, radovednih 5, interaktivno gradivo. Poglavje, preteklost živi z nami, preteklost, sedanjost, prihodnost. Kar se je že zgodilo, je preteklost. Lahko je mlajša preteklost, prejšnji teden, mesec, leto ali pa daljna in zelo daljna, pred 100, 1000 leti. Kar se dogaja danes, v tem trenutku, je sedanjost. Kar pa se še bo zgodilo in nam je neznano, je prihodnost. Pred več kot 100 leti je bil izdelan prvi avto. Takole je izgledal Mercedes-Benz pred več kot 130 leti. Je zelo enostaven. Kasnejši avtomobili, kasnejša vozila so izgledala že bolj napredna. Danes pa so velika, mala, na različna pogonska sredstva. Na sliki je mali mestni avto na električni pogon. Računalniki so bili na začetku ogromni, zasedli so cele sobe. Kasneje so bili manjši. Danes pa je že vsaka tablica ali mobilni telefon zmogljivejša od računalnikov pred 30, 40 leti, ki so zasedli cele sobe. Preteklost lahko zapišemo na časovni trak. Časovni trak je zaporedje nekih dogodkov. Morajo biti v pravilnem zaporedju. Na naslednjem časovnem traku imamo dogodke iz preteklosti. Prvi dogodek oziroma spomin na dogodek so jamske slike prvih ljudi, stare več 10 000 let. Na njih vidimo živali in ljudi. Najdene so bile v jamah po celem svetu, največ jih je bilo najdenih v Franciji. Kasneje, več 10 000 let kasneje, so v Egiptu zgradili velikanske piramide, ki stojijo še danes. Še kasneje, stoletja kasneje za piramidami, so v Rimu izdelali Kolosej, v katerem so se dogajale gladiatorske in druge igre. V srednjem veku pa smo se preselili v Anglijo, Francijo in še kam drugam, kjer so se dogajali viteški turnirji. Pred več kot 150 leti so se začele graditi prve tovarne. Svet je postajal čedalje bolj podoben današnjemu. Danes pa se razvoj dogaja zelo hitro. Mi imamo hiter razvoj računalnikov, razne tehnološke opreme, pa tudi raziskujemo vesolje. Časovni trak svojega življenja lahko izdelaš tudi ti. Začel se bo z letom, ko si rojen, končal pa se bo z današnjim dnem.